Dober dan. Danes je nov dan in novih 10.000 korakov. Z možem sva se odpravila v Tržič, mogoče vam bolj znan kot Monfalcone v Italiji, kjer je tudi območje Natura 2000. Gre za en tak polotok na tem območju, ki se drži tega mesta Monfalcone, ki so ga pa v glavnem izkoristili za industrijo. Je pa tukaj okrog tudi nekaj prijetnih sprehajalnih poti. Slišite to, ta šunder, ta hrup? To prihaja od te tovarne. Namesto da bi bil mir. Danes bi pasel mir, ker je nedelja. Nič, gremo naprej. Če ne pa, to je tovarna papirja. Ne vem, če se vidi, ampak tam špricajo les. Sej to, da gre za en tak industrijski predel, dokazujejo pa tudi ti železniški tiri. Skozi ob obali nas spremljajo čolnički in pa privezi. Dol pa že vidimo izhod na odprto morje. Na drugi strani je pa sosednja vasica, ribiška vasica, to je Villaggio del Pescatore. En del po tej poti je pa kar poraščen, pravzaprav čist neprehoden. Sva prišla čisto na južno točko. Tukaj vidimo tudi Labode, v daljavi vidimo pa Devinski grad. Tukaj je pa taka pot speljana, zgleda čisto krog. Bova šla zdaj pogledati, če se da narediti cel krog. Ni sicer ful v redu pot, tako, ampak za hoditi je čisto okej. Pot je pa glih prav taka, da se lahko glih še jaz kje prebrnem, ker sem malo bolj narodna. Kamjem, vejevje, trne, ni da ni. Koliko fosilov nas spremlja celo pot. Sem tle pa tak mir, prav uživam. Pa morski zrak, kaj češ lepšega.
za tako nedeljo sončno. Tam od zadaj vidimo tudi ladjedelnico. Na tej strani smo pa že precej blizu Devinskega gradu. Če ne pa danes je 16. oktober in 21 stopinj kaže. Verjetno eden izmed zadnjih letošnjih takih čudovitih dni. Tukaj smo zdaj pa videli še alge. Jih je kar precej. Po južnem delu te lagune je pa precej lažje hoditi po skalah, kakor pa po zgornjem robu, kjer je vse zaraščeno. Te skale so pa zelo take stabilne in malo večje in grem hitreje naprej. Če bi vam priporočala to pot, ne. Mislim, da ne, no. Vse ta del, kjer ni urejenih poti, je v bistvu bolj za raziskovanje. Oziroma priporočala bi, ampak z dobro obutvijo. Ne pa jaz smo tele supergice. Moram prav paziti, da se kam ne zataknem med kakšno kamne. Evo, jaz sem rešena. Drsi. Tle pa lepo vidimo, kako se voda pretaka iz lagune v morje ali pa iz morja noter v laguno, odvisno ali je to plima ali useka. Treba pa lepo napredvala. Zdaj sva se prebila na to betonsko ploščad, to je pa zdaj prav dobrodošlo, da se bova tudi malo hitreje premikala in napredovala. Zdaj bova vsak čas prišla do konca pomola, tako da upam, da bo tudi prehod naprej, da se ne bo treba vračati po celi tej poti nazaj. Super, ta pot se mi je prav nasmejal zdaj. Evo, zdaj se prebijava naprej proti cilju naokrog.
Tle se pa že sliši ropot od ladjedelnice. Ni več tistega miru, ki sva ga imela prej. Moram pa reči, da zdaj, ko sva prišla do te ograje, me je pa kar pogrel. Ampak pa sva vedela eno peš pot okrog ograje, sem si kar oddahnila. Greva zdaj naprej. Mava pa 5 kilometrov za sabo in hodva že 1,5 ure. Tako da bi bilo res zelo nerodno, da bi mogli iti po isti poti nazaj. Evo pa sva na asfaltu nazaj in v civilizaciji. Tle sem pa posnela še malo teh fantov, ki trenirajo z motorji in izvajajo razne akrobacije. Tu so prišli prav sem, kjer je ladjedelnica pa industrijska cona, pa v bistvu prav nobenega nič ne motijo. Le to, Terme Romane. Ma zgleda, da je pa zaprto ob nedeljah. Pa tle so še neki ostanki iz antike. Zanimivo. Tle sva pa naletela na šipek, Rosa canina po latinsko. V bistvu gre to za divjo vrtnico, je zdravilna rastlina in jo najbolj uporabljamo recimo za šipkov čaj. Zdaj pa v daljavi že vidva avto, tako da imava približno še kak kilometer. Imava pa narejenih 6 km 800. Tako da še malo, pa bo konec najinega sprehoda. Midva sva pa zdaj naokrog. Hodila sva 2 uri pa 3 minute. Ratal je 7 km pa 800, se pravi skoraj 8 km. Bil je en tak res čudovit dan, čudovita turca. Vmes sem imela malo pomislekov glede prehodnosti. Tista ograja, sem se kar malo ustrašila, da bo treba iti nazaj, ampak saj ne bi bil problem. Tako, to bi bilo za danes vse. Hvala za pozornost. Bodite fajn, pejte tudi vi nekak sprehod in se vidimo. Čau, čau!